Naša prva nastopajoča, gospa Erika Jazbar iz Gorice, ki mislim, da jo vsi zelo dobro poznate, ena vodilnih slovenskih kulturnih delavk v zamejskem prostoru. Danes pa nam bo spregovorila o Slovenski gimnaziji v Gorici v letih 44 in 45. Erika, izvoli. Hvala za povabilo, predvsem zato, ker po poklicu sem novinar, tega nisi povedal, in sem skušala po svojih najboljših močeh pisati čim bolj strokovno in na nivoju. V ospredju pa je Slovenska gimnazija, ki je delovala pod nemško upravo leta 44 in 45 pod kapelo, kar je Kostanjevica, kot še danes tudi italijanski Goričani nazivajo Kostanjevico. Jaz sem napisala in moj radijski program mi daje, da je 18 minut. Torej idealno. Bi moralo biti. Prva Slovenska gimnazija v Gorici je bila ustanovljena leta 1913 v prostorih današnje mestne knjižnice, kjer je domovala nemška gimnazija. Zaradi vojne vihre, ki je zajela tudi Posoško mesto, so morali že naslednje šolsko leto maja leta 15 prekiniti s poukom. Uspelo pa je, da se je vpisala v zgodovino, saj je to bila prva slovenska državna gimnazija sploh. Prva slovenska gimnazija v Šentvilu pri Ljubljani z leta 1905 je bila namreč zasebna, torej škofijska. Po prvi vojni goriške gimnazije ni bilo mogoče obnoviti, Gentileva reforma pa je leta 1923 še izgnala slovenski in druge aloglotne jezike iz vseh šol, ki so se znašle v Kraljevini Italiji, tako da je slovenščina morala počakati na padec fašizma, da je lahko spet uradno prestopila prag javnih šolskih učilnic. Ilegalno so delovale partizanske šole, zavedni primorski duhovniki so jezik ohranjali v župniščih. V Gorici pa je uspelo, da je uradni pouk v slovenskem jeziku stekel še pred koncem vojne pod nemško upravo. Trajal je od novembra 1944 do konca aprila 1945. Gre za krajše poglavje narodne zgodovine, o katerem se raziskuje in objavlja predvsem v zadnjih desetletjih. Zgodba se je glede mestnih središč pisala samo v Gorici. Enaka prizadevanja namreč v Trstu niso obrodila sadov. Razloge gre iskati v drugačnem kontekstu Trsta in Gorice, drugačni družbeni, etnični, politični sliki, drugačni umeščenosti, pomenu in vlogi Slovencev v mestnem tkivu, pa tudi drugačnosti soudeleženih akterjev na slovenski in na italijanski strani. V svojem posegu zaradi odmerjenega časa ne moram posvetiti okviru, ki je leta 1944 omogočil odprtje Slovenske gimnazije v Gorici. Spregovorila bom o sliki v tem okviru, gimnaziji, njenem učnemu kadru, učencem in poteku pouka. V oporu mi bodo tudi pričevanja, ki sem jih zbirala zadnjih 15 let. Gre za Slovence, ki so doživeli to narodno pomlad na različnih področjih. Med njimi je bilo tudi več učencev gimnazije. Naj okvir vsaj zarišem s tem, da povem, da je pobuda za ustanovitev gimnazije zrasla med goriškimi Slovenci, točneje v nekdanjem krogu Janka Kralja in brez Kralja, saj je ta Gorico zapustil po kapitulaciji Italije in ob podpori in prizadevanjih Slovenskega narodnega varnostnega zbora, kar je bil naziv za primorsko domobranstvo. Njegovi predstavniki so se namreč pogajali z nemškimi oblastmi, med njimi Goričanov in Primorcev ni bilo. Sinergija goriškega in osrednjeslovenskega se je pokazala tudi pri uresničevalcih teh prizadevanjih, saj so na različnih področjih zanje odgovarjali tako domači ljudje, kot tisti, ki so prišli iz osrednje Slovenije. Od kulturnikov do profesorjev, piscev, politikov, upraviteljev. Nemška uprava, ki jo je sestavljalo tudi več Korošcev, ki so se v Gorico vračali po 25 letih, potem ko so v Posoškem mestu bili doma 4 stoletja, pa je Slovencem ugodila tudi zato, da bi nagajala fašistom, ki so slovenske pridobitve sprejemali z velikim nelagodjem. Poročila, ki jih je goriški kvestor Vito Dženki pošiljal odgovornim v Salo, so dokaj zgovorna. Delovanje Slovenske gimnazije v Gorici se vključuje v širše poglavje vračanja slovenščine v javnost, ki se je začela že takoj po kapitulaciji Italije jeseni leta 1943 z monsignorjem Mirkom Brumatom in goriško Marijino družbo,
ter nadaljevala predvsem spomladi leta 1944 s slovenskimi kulturnimi in družbenimi dogodki, časopisi, knjigami, slovenskim podžupanom, goriškim odvetnikom Nikolajem Tonkljem, z dvojezičnimi lepaki po mestu, pravnikom Alojzijem Vogričem na goriški prefekturi in vračanjem poitalijančenih priimkov v slovenski izvirnik. In seveda s poučevanjem slovenščine na Ljudski univerzi, raznih tečajih in pripravnicah, naposled v slovenski gimnaziji, ki je domovala v šolski stavbi pod kapelo, kot Goričani nazivamo cerkev na Kostanjevici. In ravno v tej cerkvi, ki jo se spodnjo ulico Della Cappella povezuje steza, se je 6. novembra 1944 začelo šolsko leto s šolsko mašo. Zadnji dan pouka pa je bil v dokaj okrnjenih razredih 28. aprila leta 1945. Šolsko leto so od vsega začetka pogojevali alarmi, zaradi katerih so morali učenci in profesori zapuščati stavbo in se zatekati v zaklonišče, ki je bilo v bližnji ulici Favetti. Do hujših bombardiranj mesta je prišlo predvsem v letu 1945, najhuje je bilo februarja. Vpisovanje v slovensko gimnazijo je potekalo v drugi polovici oktobra 1944. Pozivov k vpisu je bilo več, tudi v časopisih. Vabili so tudi profesorje, naj vložijo prošnjo za poučevanje, saj jih doma ni bilo veliko na voljo, mi je povedal Karl Bonuti, bili so razkropljeni po Italiji, v Jugoslaviji ali zaprti. Ana Saksida iz znane družine Saksidovih mi je dejala, da je tudi njena sestra Cirila hodila po mestu z vpisnimi polami in jih delila med starše. Druga njena sestra, 19-letna Sonja, ki je bila zaposlena v katoliški knjigarni, pa je s posebnim dovoljenjem odhajala v Ljubljano in nabavljala slovenske knjige. Profesorjem pa nosila dekrete o imenovanju, ki so jih izdajali Nemci. Dekret je nesla tudi ravnatelju Joži Lovrenčiču, ki je živel nedaleč od cerkve svetega Jožefa, pa tudi mlademu klasičnemu filologu Otonu Muru. Takrat sta se prvič srečala, nekaj let kasneje pa poročila. Na gimnazijo se je naposled vpisalo 170 učencev. Porazdeljeni so bili v 6 razredov, prvi razred je imel moško in žensko sekcijo, ostali 4 so bili mešani. V prvem A razredu je bilo vpisanih 39 fantov, v prvem B 26 deklet, v drugem razredu je bilo 39 učencev, v tretjem 26, v četrtem 21 in v 5. razredu 20. Po današnjem ustroju bi to odgovarjalo 3 razredom nižje srednje šole in 2 letnikoma gimnazije. Starost učencev je torej bila med 11 in 16 let. Pouk je bil v šolski stavbi v ulici Della Cappella, kjer danes domuje italijanska osnovna šola Fumagalli. Slovenski pouk je bil v popoldanskih urah, slovenska gimnazija je stavbo delila z italijansko osnovno šolo, ki je imela pouk dopoldne. Učenci so prihajali iz Gorice in bližnje okolice. Zaradi vojnih razmer drugih možnosti tudi ni bilo. Tisti, ki so bili iz drugih krajev, so gimnazijo lahko obiskovali, če so živeli pri sorodnikih ali znancih v mestu. Šola ni bila v vojnem stanju, mi je povedala Ana Saksida. Nekateri učenci so sicer bili bolj skromno oblečeni, a razcapanih ni bilo. Imeli so vse potrebno, od slovenskih učbenikov in knjig iz Ljubljane, ni jih sicer bilo veliko, do šolskih potrebščin, ki so jih kupili v papirnici v ulici Karducci. Veliko so pisali s peresom, ki so ga pomakali v črnilnik. Kljub motenemu pouku so se veliko naučili. Pred mrazom pa jih je v učilnici grela večja lončena peč. V šolo in domov so hodili peš. Marija Kacin, hčerka Antona Kacina, ki je bil med protagonisti slovenske pomladi, obiskovala 3. razred. Domov smo se vračali s temo, saj se pozimi hitro stemni, mi je povedala. Hodili smo seveda peš, saj si drugega nismo niti predstavljali. Avtov ni bilo, kolesa so bila luksus, na avtobus nismo niti pomislili. Poti se nismo bali, pa čeprav ni bilo razsvetljave, ker je bila zatemnitev. Mi smo sicer stanovali blizu šole, nekateri pa so hodili tudi do Pevme. Nisem kdaj slišala, da bi se komu kaj zgodilo. V Gorici je bilo varno, čim si šel v bližnje vasi, pa ne več, mi je povedal Bonuti. V mestu so imeli vojaki postojanke, za v šolo, gledališče, sprehod po korzu, ni bilo problemov. Ravnatelj gimnazije je bil kobariški pisatelj, pesnik in urednik Joža Lovrenčič, sicer takrat delujoč v Ljubljani, ki je v Gorici nato sooblikoval tudi slovenske kulturne dogodke in pisal za poltednik Goriški list.
Na gimnaziji ni učil, se z dijaki ni družil, nanj smo gledali kot na pomembno osebnost. Zelo visoko smo ga cenili, vedno je nosil klobuk in črn plašč, mi je povedal eden izmed učencev. Njegov namestnik je bil zavedni goriški duhovnik Alfons Čuk, profesor v semenišču, izobražena in poznana osebnost, ki je odigrala pomembno vlogo v letih raznarodovanja. Zrcalnost goriških in ljubljanskih protagonistov se je odražala tudi pri profesorskem kadru. V njegovih vrstah najdemo znana domača imena, Rado Bednaržik, Viktor Birsa, Kazimir Humar, Anton Kacin, Emil Komel, Mirko Mazora. Ob njih profesorje, ki so prihajali iz osrednje Slovenije, med njimi so bili tudi nekateri šele diplomirani, za katere je bila Gorica prvo službovanje. Radolenček, Oton Mur, Karel Rakovec, Mira Tršar, Nada Laharnar, Frane Pengov, Janez Mahnič. Pouk je potekal v narodnem duhu, predmetnik in sistem ocenjevanja je bil povzet po predvojni ljubljanski gimnaziji. Marija Kacin je potrdila, da je šola delovala povsem samostojno, propagande ni bilo, primorski domobranci in Nemci se niso vtikali v predmetnik, vsebino in delovanje. Kar so mi ponovili tudi vsi drugi pričevalci. Če je pogovor nanesel na politiko, razlikovanje, vojno, so se profesori zadržali. Edino za Otona Mura se je vedelo, da je že takrat podpiral idejo o neodvisni Sloveniji, mi je dodal Bonuti. Pač pa so bili do gimnazije skrajno nestrpni Italijani, zanje je bila trn v peti. Odprtje šole so skušali preprečiti, ko je pouk stekel, so bili osupli, a večjih težav zaradi njih ni bilo, mi je povedala Marija Kacin, ki se tudi spominja, da so nekega popoldneva prišli v šolo in je bila veža polna nagrmadenih klopi, da niso mogli v stavbo. V arhivu Slovenskega klasičnega liceja Primož Trubar v Gorici hranijo glavnino šolskih dnevnikov posameznih razredov gimnazije, tudi redovalnice in opisne pole. Iz tega gradiva lahko izluščimo več zanimivih podatkov, ki nam približajo šolski vsakdan. Najprej pade v oči pogostost alarmov, ki so se z letom 45 stopnjevali in močno ovirali ne le pouk, temveč tudi obisk šole. Več učencev je zato ostalo neocenjenih, veliko je bilo zamud. Tudi opravičila govorijo o vojnem stanju. Učenci so večkrat navajali, da niso prišli v šolo, ker niso imeli primerne obutve ali obleke, zaradi oddaljenosti od šole, strahu pred bombardiranjem, ker so bili v zaklonišču, dečku je mina poškodovala nogo. Ob njih nastopajo klasična opravičila za zobobolov, grla, želodca, vročine. Povedni so tudi zapisniki sej razrednega profesorskega zbora. Prva konferenca za prvi razred je bila 18. decembra 1944. Med drugim beremo, da se je snov predelala v skrčenem obsegu zaradi pomanjkanja učnih moči, pomanjkanja učbenikov in alarmov. Uspeh je nekoliko slabši tudi zaradi nepoznavanja slovenščine. Vedenje je bilo v začetku bolj nedisciplinirano zaradi navajenosti iz ljudske šole. Toda je bilo s časom že povoljno. Z druge konference, ki je bilo 30. januarja 1945, zvemo, da se uspeh vidno boljša. Ukolikor je še slab, so temu krive vis major, alarmi in nasplošno vojne razmere. V drugem polletju so imeli konferenco le 27. marca 1945. Potek pouka je bil do polovice marca zelo moten, po tem času pa bil precej reden. 18., 19. in 20. marca je bila duhovna obnova pri Svetem Ivanu, ki jo je vodil jezuit Janez Jauh. Številni učenci so imeli na začetku kar nekaj težav s slovenščino, saj slovenskih šol dotlej niso obiskovali. Govorili so precej šibko, tudi v narečju, slovensko so bili nepismeni. Nekateri učenci pa so doma gojili slovenski jezik in so imeli manj težav. Slika se je precej hitro izboljšala, so mi povedali pričevalci. Spominjam se profesorice Mire Tršar, njene umirjene potrpežljivosti, govorila je počasneje, mi je povedala Marija Kacin. Težave so številni učenci zelo kmalu in v dobri meri premagali, v šolo so hodili zelo radi, ker je bila slovenska. Hodili so brez prisile, kljub vojnim časom in alarmom, ki je ostalo veliko lepih spominov. Tako kot se profesori zavedali pomena te prve slovenske šole po fašizmu, tako smo se je zavedali učenci, je še dodala Marija Kacin. Tega nam niso izrecno govorili, smo pa to občutili.
Več pričevalcev mi je povedalo, da jim je šola veliko dala, še posebej so jim ostali v spominu mladi profesori, ki so prišli iz osrednje Slovenije. Bili so polni elana, žareli so. Mirjam Obljubek je bila v 4. razredu. V šolo sem hodila zelo, zelo rada. Učili smo se tudi narodne pesmi, je povedala. Doma smo imeli gostilno, povsod je pisalo Qui si parla solo italiano. Moji starši pa so kljub napisom in kljub temu, da smo imeli v hiši najemnika kvestorina, z mano govorili samo slovensko. Vzgajali so me v ponosu do slovenstva. Štefan Bukovec je bil doma v Volčah. Vpisali so ga na gimnazijo, ker je bila družina zelo zavedna. Kakršnakoli šola je bila slovenska, mi je povedal. Ko so odprli slovensko učiteljišče v Tolminu, je obiskoval tisto šolo, v Gorici je ostal vpisan. Profesor je goriške gimnazije pa je spoznal po vojni, saj so v Gorici poučevali do razmejitve. Bili so izredni profesori, odlični. Vse, kar se je slovenskega takrat dogajalo, je bilo zelo pomembno, zlasti pa šola, mi je še dodal. Marija Kacin je dodala, da je njen oče večkrat povedal, tudi zapisal, da mu kljub očitkom in napadom absolutno ni žal, da je pomagal obnoviti slovensko šolo v Gorici. Naši predstavniki so tvegali vse za vse, se niso gledali na posledice, kar je neka konstanta v zgodovini našega šolstva, je dejala. V Gorici je prevladala odločnost Slovencev, bili so pogumni, učinkoviti, sposobni. Znali so prepoznati trenutek, imeli so pogum, da so poiskali pot, zamisel pa so bili sposobni tudi uresničiti. Izkoristiti neko situacijo je dokaz politične sposobnosti. Marija Kacin pa tudi pravi, da je do odprtja slovenske gimnazije prišlo in da jo je obiskovalo toliko učencev, gre zasluga tudi predstavnikom Osvobodilne fronte, ki je niso ovirali. Če bi jo hoteli zatreti, bi lahko ustrahovali starše in prepovedali vpis otrok, na cesti bi lahko koga likvidirali. Nič vsega tega ni bilo. Predstavljam si, da si niso bili edini, a so naposled prevladali tisti, ki so poudarjali nacionalni moment. Za odprtje slovenske gimnazije imajo torej tudi oni zaslugo. France Bevk je sicer v kolumni, ki jo je objavil na prvi strani Partizanskega dnevnika 23. januarja 1945 slovensko gimnazijo v Gorici označil kot fašistični strup. Njegovo besedilo so nato tiskali posebej in liste širili po mestu, tudi pred šolo. Med drugim takole beremo. Vsi, ki so tej zastrupljevalnici slovenskih otrok, katere vodi reakcionar, natlačen Erlichovega kova, Jože Lovrenčič, pomagali v življenje, so krivi narodnega izdajstva. Zadela jih bo isto usoda, kot je zadela njim enake v ostalih predelih dokončno osvobojene Jugoslavije. Odžagani bodo kot suhe veje z našega drevesa in vrženi v ogenj. In še to zelo srčno je bilo daljše pričevanje Antonije Valentinčič, slavistke, ki je bila v vrstah prve generacije primorskih učiteljev doma iz Kanala. Za šolo je izvedela na dan vseh svetih leta 1944. Na pokopališču v Kanalu je prijateljica povedala, da dol v Gorici odpirajo slovensko šolo. Vpiši se tudi ti, jo je pozvala. Jeseni 1943 so Italijani izginili čez noč in smo si rekli, da se v to šolo moramo vpisati. 3 dekleta iz Kanala so se v prenatrpanem avtobusu z ljudmi, ki so bili tudi na strehi, tisto poletje vozila na lekcije k italijanskim profesorjem v Gorico. Pripravljala so se na izpit, da bi ne izgubila letnika. Avtobus je vozil mimo samostana Uršulink, tudi nekaj minut, preden so okolico bombardirali. Bil je to čuden čas, ko smo bili naslednji dan spet tam. Pri vsem, kar sem doživela, bi se morala tiščati doma, pa sem rekla, da bi rada šla v to slovensko šolo. Nisem se bala, živeli smo v vojni in vojna je smrt. Mama je šla naslednji dan peš iz Kanala v Gorico in me vpisala. Uredila je tudi, da sem živela pri sorodnici v ulici Foskolo, blizu Bratoževih. Šolo sem obiskovala do božičnih počitnic, potem ni bilo več mogoče. Vsak dan so zazvonile sirene, živeli smo blizu železniške postaje, skrivali smo se v tunelu pod Kostanjevico. Tam sem poiskala prostor, kjer mi ne bi kapalo na glavo in kako žarnico, da sem lahko pisala in se učila. Bila sem zelo skrbna in delovna kot mravlja. Strašno rada sem študirala, pred božičnimi počitnicami so mi tudi dali nagrado. Paket z otroško knjigo in papirnato vrečko s piškoti. To je bila edina nagrada, ki sem jo kdaj prejela v življenju. Po vojni me je partija preganjala od prvega leta poučevanja do upokojitve.
V razredu je bilo nepopisno, lepo, nepredstavljivo. Italijanska šola mi je bila tuja, nisem se počutila dobro v njej, pa čeprav smo otroci, z razliko od starejših, malo postali dvojezični. Kaj mi je pomenila ta šola, slovenska šola? Močno sem si želela obiskovati to šolo. Iz ljubezni do maternega jezika sem na to izbrala, da bom učila slovenščino. Poučevati materinščino, to je čisto poseben predmet, ni podoben prav nobenemu drugemu. Že kot otrok sem razumela, kaj pomeni materni jezik. Na gimnazijo je slovenščino učil Rado Lenček. Zame je bil kot kak angel, bil je mlad, govoril je krasno slovenščino in me slovenščino tudi učil. Prvič sem poslušala o Karantanji, brala iz slovenskih knjig, ta šola mi je res ogromno pomenila. In s pričevanjem Antonija Valentinčič tudi zaključujem svoj poseg. Hvala. Erika, najlepša hvala. Lahko potrdim, da ima program popolnoma prav, tako da nisi šla niti minute čez. Organizatorji smo zato seveda hvaležni. Tudi druge udeleženke oziroma govorke v tem panelu mislim, da ni potrebe ravno veliko predstavljati. Z doktorico Miro Cenčič smo se, oziroma njenim delom smo se verjetno srečali vsi, ki smo vsaj malo brali o primorski zgodovini v 20. stoletju. Je zgodovinarka, nekdanja profesorica na pedagoški fakulteti, predvsem pa avtorica nekaterih temeljnih študij o primorski zgodovini, posebej v času med obema svetovnima vojnama, pa tudi med drugo svetovno vojno, o primorski sredini, o organizaciji Tigar. Danes pa nam bo spregovorila o slovenškem šolstvu v okviru Zavezniške vojaške uprave. Izvolite. Hvala lepa za vabilo, hvala lepa tudi za predstavitev, sem malo popraviti. Jaz sem po svoji stroki diplomirala iz pedagogike, psihologije in filozofije. Vendar me je zgodovina ves čas tako zanimala, da sem opravila iz zgodovine diplomo na pedagogiki, magisterij in pa tudi doktorat iz zgodovine slovenskega šolstva. Tako. Potem pa, ko sem se upokojila, je prišel moj čas, da sem lahko delala to, kar me je resnično veselilo. Čeprav sem tudi svoj poklic delala zelo z velikim veseljem in zadovoljstvom. Tako, prostite, prosim, ja, hvala lepa. Torej, teh 20 minut bom posvetila času, ki sicer ni dolg, 2 šolski leti, a izredno dinamičen, izredno zahteven in tudi usoden za vse nadaljnje šolstvo na Tržaškem. Torej, prav zaradi tega, ker smo tako omejeni, sem ga fejst obtesala in bom samo eno linijo predstavila, in sicer bolj Trst. Torej začne se 45. leta, ko utihne orožje po Trstu. Takrat je Pokrajinski narodno-osvobodilni odbor tudi javno prevzel oblast. Za urejanje šolstva je imel prosvetno komisijo, ki je za Trst imela odbor za italijanske in slovenske šole. Torej, hitro so bile ukinjene šole, ki so delovale z dovoljenjem okupatorja, razširile so se partizanske šole tudi v predmestje Trsta in se je pripravljali vsi pogoji za naslednje šolsko leto. Toda ta čas je trajal le 1 mesec in pol. Sredi junija je Trst postal središče cone A pod zavezniško vojaško upravo. Tudi ta je imela svojo zavezniško prosvetno komisijo, ki je tudi načrtovala ustanavljanje slovenskih šol. Tako smo imeli toda Pokrajinski narodni odbor je nadaljeval s svojim delom in zatrdil, da mi imamo že svoje šole. Tako da smo imeli potem v tem času v istem prostoru 2 šolski upravi, ki sta vsaka po svoje načrtovali slovensko šolstvo, v ozadju pa je bila še 3. italijanska uprava, ki se temu odzemlju in šolstvu ni odpovedala. Zavezniška vojaška uprava s svojimi zastopniki za šolstvo je vabila člane pokrajinskega odbora na sodelovanje. Toda že
prvih srečanjih prišlo do trenja, ker pač je vsaka zagovarjala svoj projekt, to je ali nadaljevanje partizanskega šolstva, ali pa, kot je zavezniška prava želela, apolitično šolstvo po zakonih italijanske države, ki so še bili v veljavi. Ta nasprotja so se ves ta čas samo stopnjevala in zaostrjevala. V začetku avgusta je prevzel vodstvo Komisije za šolstvo ameriški oficir John Simone, ki je bil zavzet za slovensko šolo in zaprosil urad za šolstvo pri pokrajinskem odboru, naj imenuje svoje predstavnike v urad za šolstvo pri zavezniki voški upravi za Trst in Gorico, ki bi zagotavljali tudi šolsko administracijo v slovenskem jeziku. Seveda pokrajinski odbor iz načelnih razlogov nesodelovanja z zavezniki tega ni storil, zato so bili na to mesto imenovani Italijani. Torej, pokrajinski odbor je svojo željo uresničiti načrte, torej nadaljevanje partizanskega šole, upal in pričakoval od svojih italijanskih ideoloških kolegov. Zato so želeli, da tudi ti obiskujejo te srečanja na šolskem odboru, toda ti so delali v interesu svojega naroda. Trdili so, da Slovenci imajo zadosti le nekaj šol, da srednje šole to je samo nesmisel in da Italijanom pripada šolsko vodstvo, ter v taki sestavi odbor, kot je bil, so tudi dosegli, da se državno službo sprejemajo le italijanski državljani, to se pravi, da tisti slovenski delavci, tudi prosvetni, ki so prišli od drugod, torej so bili lahko nameščeni le za določen čas. To nesodelovanje teh dveh odborov in tudi sploh nesodelovanje pokrajinskega odbora za zavezniško upravo je vodilo do tega, da je zavezniška uprava izdala ukaz o nehanju delovanja torej narodno-osvobodilnih odborov. Jasno je, da so ti delovali dalje. Zavezniška voška uprava je zaradi tega se bolj naslanjena na italijansko zakonodajo in tudi, kar se je čutilo tudi pri zakonih za šolstvo. Napravili so projekt za slovensko šolstvo, naj bi potekal po italijanskih učnih načrtih, ki naj bi bili očiščeni fašistične oblake. Za Slovence pa seveda bi dodali še nekaj slovenske književnosti, zgodovine in zemljepisa. Torej, odobrene so le tiste šole, ki jih sprejme in ki delajo po teh načrtih in jih sprejme torej Komisija za šolstvo pri zavezniški vojaški upravi. Seveda pokrajinski odbor teh ponudbe ni sprejel, odklonil je program v celoti in postavil zahtevo po upoštevanju njihovega, ki je bilo nadaljevanje s partizanskimi šolami, pouk tudi v narodno-osvobodilni borbi, uporaba učbenikov, ki izhajajo v Sloveniji, in tako je ostalo na vse to pogajanje na dveh bregovih brez nekih sporazumov. V tem času je prišel v Trst dr. Srečko Baraga, ravnatelj gimnazije v Monigu, in je prosil Simonija za premestitev v Trst. Ta je predlog sprejel in ga zaprosil, naj mu pomaga ustanavljati slovenske šole. Imenovan je bil za svetovalca in tako postal gonilna sila razvoja slovenske šole na Trgoškem. To pa seveda je izzvalo zelo hudo reakcijo pri nasprotni strani, pri pokrajinskem
Narodno-osvobodilnem odboru, kajti očitali so, da ne bodo sodelovali z belogardisti, z narodni izdajalci, ki zaslužijo, da pridejo pred sodišče. Zaostrili so tudi svoj program šolski. Postavili se na stališče, ali bo šola naša, ali šole ne bo. Sprejeli so sklep, da ker ne bodo možne javne šole, bodo delovale privatne, da bodo učitelji kontrolirani in da bodo roditeljski sveti skrbeli za učne knjige, ki jih bodo dobivali iz Ljubljane. Za srednje šole pa so si zamislili, da se bodo ustanavljale v coni B, ker bodo učenci, dijaki iz cone A stanovali tam po dijaških domovih. Padla je celo zamisel, naj bi dijaki obiskovali italijanske šole in se slovenščine učili le na tečajih. Zavezniška vojaška uprava je nadaljevala po svoje načrte. Na predlog Srečka Barage je bilo sprejeto, da se ustanovijo slovenske šole ponovno tam, kjer so bile do leta 1914, pa tudi tam, ker je potrebno, ker je vsaj 20 učencev prijavljenih. Potem so dali pogoj za ustanovitev šole, ki jo potrdi zavezniška uprava, morajo biti dan pogoj učenci, strokovni učitelji in prostor. Učbeniki se uporabljajo, ki so potrjeni od zavezniške šolske uprave. Razpisali so rok za prijavo okrog 20. septembra. Takrat pa je pokrajinski odbor nastopil proti temu, da bi se Slovenci vpisovali v zavezniške šole. Nagovarjali so starše in grozili, in tiste, ki bi sprejeli pa delo v teh šolah, so imenovali torej poraženi fašistični izdajalci. Tako je slovenska šola visela na nitki. Zaskrbljeni Baraga se je sestal s članom pokrajinskega odbora Fran Antončičem in mu razložil, da lahko ves program v slovenski šoli pade v vodo zaradi nevpisa učencev in da je že vodja šolske uprave dal svoje mnenje, da Slovenci ne potrebujemo toliko šol in da srednje šole so zgolj politično orožje. Takrat je prišlo čez noč do spremembe. Primorski dnevnik je objavil vabilo na vpis in pozval, naj se vpiše čim več Slovencev v osnovne in srednje šole, tako dokažemo Italijanom, da mi slovenske šole potrebujemo in da imamo pravico do njih. Vpis je bil res velik. 8. oktobra so zavezniki razglasili ustanovitev slovenske šole po programu, ki je bil sprejet, in za srednje šole 6 srednjih šol in 4 nižje srednje šole bolj poklicne usmeritve. V srednjih šolah so bili sprejeti v večini profesorji, torej ti politični begunci. Vpis pa je bil v osnovne šole v zoni A preko 11.000 učencev, v srednje nižje šole preko 1000 učencev in 380 učencev v višje osnovne šole. Šola je začela delovati. Toda se kaže, da so sprejeli na pokrajinskem odboru to šolo s figo v žepu. Namreč odbor je deloval točno po navodilih iz Ljubljane, ki jih je posredoval Boris Krajgar. V
Torej, razvidno je iz dokumentov, da to drži, da so dana navodila o tem, kar zdaj slišimo, se je dogajalo. Delovale so vse sporedne šolske strukture naprej. Tam, kjer so bile ustanovljene te naše partizanske šole, so delovale dalje. Roditeljski sveti in drugi organi so vpisovali učence v šole, imenovali učitelje, izbirali ravnatelje. Zlasti roditeljski sveti so kontrolirali učitelje, dajali navodila o pouku, torej zgodovine slovenske, predvsem narodnoosvobodilnega boja, in tudi poskrbeli za učbenike. Med svoje somišljenike so iskali tudi po profesorskih zborih in za razne provokatorje, torej pridobili učence zlasti v višjih razredih gimnazije. Nekateri med njimi so bili celo uvoženi. Druga oblika delovanja, da se prikaže volja ljudstva, kot so rekli, pa so bile zborovanja, protesti, demonstracije. Tukaj pa so imeli pomembno vlogo, torej podeželski vaški aktivisti, ki so dobivali navodila in zbirali ljudi, da so jih vodili na proteste v Trst, največkrat v Trst. Tukaj so korakali po mestih in seveda poznate vsi te parole, kakršne so bile tudi po zidovih takrat: živijo Tito, živijo Stalin, hočemo Jugoslavijo, Angleži bežite domov, smrt izdajalce, smrt Bele garde, pa Santina pa v špiri. No. In to, torej, to časopis, posebno Primorski dnevnik, pa je objavljal tisto, kar je bilo rečeno, da naj se pokaže ljudstvu laž zavezniške uprave, češ da oni so krivi za določeno stanje, ker ne želijo z njimi sodelovati, ker ne poslušajo volje ljudstva. No, tako je bilo v 2 letih objavljeno 95 člankov, ki so dokaj v črnih barvah prikazovali to zavezniško šolo, predvsem pa so bili naperjeni proti učiteljem, profesorjem, ki so jim rekli narodni izdajalci. Ta moč, torej bi rekla, ljudstva je bila tolikšna, da so res uspeli kar 11 šol z Tržaškega primestja, torej izgnati iz šol. Potem na to so pa reagirali zavezniki, torej zelo, bi rekla, ostro in s povračilnimi ukrepi. Kontrolirali so šole. Že januarja 1946 je bilo preko 100 učiteljev zaslišanih pred zavezniško komisijo. Veliko je bilo odpuščenih. Polovico šol je izgubilo pravico javnosti, to se pravi, da niso sodelovali še naprej, ker pa sodelovali pod v teh pogojih, kjer so bili dani lahko, ampak izgubili so dohodke. Delovali so kot torej partizanske šole in so bile tudi učitelji plačani. Tako da te ostrene razmere so trajale. Do posebno veliko demonstracij je bilo takrat, ko je tukaj že bila komisija za meje, so postavljali nove meje in bi radi s tem dosegli svoje pravice, da pripadajo k matičnemu telesu. Takrat je bilo zelo, zelo veliko demonstracij in tudi zelo veliko pritiskov na šole. Končno, na koncu tega obdobja sta obe komisiji izdala svoje poročilo. Z velikim zadovoljstvom je zavezniška uprava sporočala, da so se obnovile
vse slovenske šole, ki jih je fašizem ukinil, in še nekaj novih je bilo ustanovljenih. Da deluje 6 srednjih šol, toliko, kolikor jih Slovenci potrebujejo in jih doslej v nobenem režimu niso imeli. Zakoni, ki so bili sprejeti pod zavezniško vojaško upravo, so bili obvezujoči tudi za začasno malodržavico Svobodno tržaško ozemlje in za kraljevino Italijo. Tudi partizanska stran, partizanska stran je bila zadovoljna, so rekli, večina učiteljev je delala pod našim vplivom, porabljala naše učitelje, naše učbenike in z nami sodelovala. Preverjala sem to za sežanski okraj in dejansko je bilo prav tako, tam zavezniška uprava ni segla svojo močjo, ampak je prevladovala volja krajevnih ljudskih odborov. Tako da sem našla samo 2 šoli, ki so delale samostojno in so bile plačane od zavezniške vojaške uprave, in sicer Zavod šolskih sester v Tomaju in osnovna šola v Augarju. Konec tega obdobja se je nadaljeval v drugačnih razmerah, drugačnih pogojih, spet ideološki boj med starši, med učitelji, med strankami, kar je prispevalo gotovo k tisti razdvojenosti slovenskega naroda, ki vselej slabi odpornost in moč za uveljavljanje svojih narodnih pravic. Dejstva, navedena v dokumentih, uporabljala sem gradivo, ki ga najdemo v arhivu v Ljubljani, pregledala sem Primorski dnevnik, pregledala sem tudi Glas zaveznikov in druge poročila, arhiv v Kopru, ki vključuje kronike z tistega obdobja za Kras. In iz tega lahko razmišljamo, kdo je najbolj zaslužen za ustanavljanje slovenskih šol. Namreč v srednjih šolah, kjer so poučevali pretežno ti politični begunci, 7 jih je ostalo trajno v Trstu. Najbolj so se uveljavili svojim šolskim in kulturnim delom pa Vinko Beličič, Martin Jevnikar in Jože Peterlin. Tako so ti ustvarjali književnost, šolske knjige, se ukvarjali s kulturo in igralsko dejavnostjo. Čas je, da razmišljamo tudi o tem času in si ustvarimo in iščemo zgodovinsko resnico. Hvala lepa. Hvala za vaš referat. Zdaj pa zaključujemo današnji posvet še zadnjim referentom, to je Ivo Jevnikar, ki ga verjetno prav tako ni potrebe posebej predstavljati, upokojeni novinar, drugače pa vsestransko aktiven na kulturnem področju, obenem pa tudi velik poznavalec zgodovine Primorske, posebej v času po drugi svetovni vojni, no pa tudi predtem. Tako da, izvolite. Lepa hvala. Gospa Mira je vse na pamet povedala, jaz pa sem si pisal in se bojim, da ne bom v 20 minutah, ampak bom hitel. Obnavljanje slovenskega šolstva na Tržaškem in Goriškem po drugi svetovni vojni je tesno povezano s široko in zapleteno problematiko tako borbe za nove meje med Jugoslavijo in Italijo kot ideoloških spopadov.
Britanci niso ne kraljevi, ne Titovi Jugoslaviji določneje obljubili pravičnejše meje, čeprav so na to namigovali. Skupno z Američani so sčasoma zavzeli stališče, da bo o spornem ozemlju po vojni odločila mirovna konferenca. Odprto pa je ostalo vprašanje, kdo naj osvobaja in na to začasno upravlja to ozemlje. Zlasti na pogovorih Churchill, feldmaršal Aleksander, Tito, Šubašič, avgusta 1944 v Južni Italiji in pa Aleksander Tito februarja 1945 v Beogradu, so Britanci zahtevali nadzor nad Trstom in cestnimi ter železniškimi povezavami med Trstom in Avstrijo ter zavezniško vojaško upravo na vsem spornem ozemlju Julijske krajine in Istre do Rapalske meje. Odnosi so se močno skrhali, potem ko je Tito z Visa tajno odpotoval v Moskvo. Znano je, kako je Churchill decembra 1944 ugotavljal, da so Britanci, navajam, s Titom gojili gada na prsih. Odločil se je, da bo glede meje podpiral Italijo, da bi zajezil prodor komunizma. Glede Julijske krajine so se narodnostno načelo, pravice manjšin, vojaške zasluge povsem umaknile strateškim in ideološkim interesom. Tito je vsaj glede civilne uprave zahteval, da jo izvajajo organi, ki jih je že vzpostavila partizanska stran. Potem, ko so partizani in jugoslovanska vojska 1. maja 1945 po hudih bojih prevzeli nadzor nad vsem spornim ozemljem, še pred Britanci, je Tito okrepil svoje zahteve, a zahodni zavezniki so le malo popustili, Sovjeti pa Tita niso podprli. General-lejtnant Morgan je v Beogradu med 8. in 10. majem 1945 predlagal razdelitev Julijske krajine z demarkacijsko črto, ki je potem dobila njegovo ime. In 9. junija, po mnogih pritiskih, je bil podpisan Beograjski sporazum, ki je do končnih odločitev o pripadnosti z Morganovo linijo razdelil Julijsko krajino na cono A pod anglo-ameriško vojaško pravo in cono B pod jugoslovansko vojaško pravo. Do 12. junija so se morale jugoslovanske čete skoraj v celoti umakniti iz cone A. Razgledanim politikom je bilo takoj jasno, da Trst ne bo prišel v Jugoslavijo in da bo del Primorcev ponovno obsojen, da živi kot narodna manjšina. Zahodni zavezniki so imeli izdelan model upravljanja ozemlja in civilnega prebivalstva na območju bojev, ter po njihovem koncu, da bi se vzdrževal red in bi se osvobojeni kraji z oskrbo ter drugimi ukrepi postopno vračali v normalno življenje. Vojaški upravitelji, ki so jih posebej šolali, so imeli pristojnosti vseh treh tradicionalnih vej oblasti. Podrejeni so bili le vojaškim zakonom in ukazom nadrejenih. Prebivalstvo ni uživalo ustavnih pravic. Italija je imela poseben status, saj je Britanci in Američani po 8. septembru 1943 niso imeli ne za premagano, ne za zavezniško državo, pač pa za sobojevnico co-belligerante proti Nemčiji. Postopoma so italijanskim oblastem prepuščali osvobojena ozemlja, na kateri so sprva vzpostavili svojo pravo. V Italiji sta delovali britanska 8. in ameriška 5. armada. Zato so Britanci in Američani sklenili, da bodo imeli skupno vojaško upravo. Če je bil kje na vodilnem mestu Britanec, torej Anglež, Kanadčan, Novozelandec, Južni Afričan, je bil njegov namestnik Američan in obratno. Državo so razdelili na dežele, nekatere prav take, kot jih je pozneje predvidela italijanska republiška ustava. Fašizem namreč dežel ni poznal. Na čelu vsake dežele je bil višji častnik za civilne zadeve, Senior Civil Affairs Officer, ki je razpolagal s 125 do 150 častniki in ravno toliko vojaki. Polovica je bila Američanov, polovica Britancov. Obe armadi pa so imeli tudi predhodnice civilnih upraviteljev, ki so v posameznih občinah nastopili takoj za četami, ki so jih osvojile. Taka predhodnica je skrivaj dospela tudi v Trst 25. maja, ko glede uprave mesta še ni bilo dogovora. Celotno civilno upravo v Italiji je nadzirala zavezniška komisija, ki je sicer spreminjala ime in vodstveno osebje, v dobi, ki nas zanima, pa je bil na njenem čelu rezervni admiral ameriške mornarice Stone, ki je imel v štabu zavezniškega vrhovnega poveljnika, takrat je bil Aleksander, mesto vrhovnega častnika za civilne zadeve.
O vseh teh vprašanjih živahno piše v svojih spominih ameriški polkovnik že omenjeni Bowman, ki je odigral pomembno vlogo pri ponovni obnovi, a tudi pri urejanju šolskih vprašanj v Julijski krajini. Predtem je bil odgovoren za civilno upravo v Emiliji. Skrbel je za oskrbo živili, nastavljanje krajevnih upraviteljev, obnavljanje šolskega življenja, podjetij, bank, bolnišnic, za epuracijo v javni upravi, a tudi razoroževanje partizanov. Kot se je spominjal, je v skladu s krajevnimi razmerami in stališči narodno-osvobodilnih odborov nastavljal tudi komunistične prefekte in župane, ter z njimi dobro shajal. Giuseppe Dozza, ki ga je imenoval za župana Bolonje, je bil tam še 21 let komunistični župan. In v dokaz dobrega sodelovanja je Bowmana 4 mesece po njegovem odhodu iz Bolonje v Trst povabil na obisk in ga imenoval za častnega občana. V tako imenovani deželi treh Benečij je zavezniško vojaško upravo vodil britanski brigadir Dunlop, po razdelitvi Julijske krajine z Morganovo črto na coni A in B, pa so cono A izvzeli iz omenjene zasedbene uprave in ji določili ločeno zavezniško vojaško upravo, ki pa, kot vemo, ni obsegala Beneške Slovenije in Kanalske doline. Od 12. junija 1945 je vodil ameriški polkovnik Montfort, ki mu je 4. julija 1945 sledil omenjeni Alfred Connor Bowman, rojen v Detroitu leta 4, umrl v Los Angelesu 1984. V civilnem življenju je bil prej pravnik v gospodarstvu, nato pomočnik javnega tožilca v Los Angelesu. V Trstu je imel pisarno v stavbi sedanje tržaške kvesture, nekdanjem sedežu fašistične stranke, torej Casa del Fascio oziroma poznaje Casa del Popolo. Prebival pa je v vili Schnabel v ulici Romanja 186. Na položaju je ostal do junija 1947. Njegov tolmač za italijanščino je bil brat pisatelja Jamesa Joycea Stanislaus. Vojaški poveljnik cone A sedežem v Devinskem gradu je bil do marca 1947 poveljnik 13. korpusa britanske 8. armade general Harding. Kot višji častnik za civilne zadeve je bil Bowman član njegovega štaba, ki je v Devinu zasedal vsako jutro ob 8. uri. Iz Bowmanovih spominov ne izhaja, da bi imel predsodke do Slovencev, omenja tudi njihovo zatiranje pod fašizmom, ukinitev slovenskih šol, požig Narodnega doma, partizanski boj. V Trstu, ki ga prijazno, tudi humorno opisuje, vključno z burjo in vsakodnevnimi manifestacijami, pa je kot vojak in pravnik odločno uveljavljal politiko zahodnih zaveznikov. Glavni stan zavezniških sil je še pred Bowmanovim prihodom v Trst izdal navodila o zavezniški vojaški upravi v coni A. V njih je rečeno, da bo šlo za skupno anglo-ameriško upravo po vzorcu ZVU, ki deluje v Italiji. Ta uprava ne bo smela ukreniti nič takega, kar bi lahko prejudiciralo končne odločitve o tem ozemlju na mirovni konferenci. Morganova črta bo z izjemo izrednih razmer prosto prihodna za civiliste in trgovski promet. Krajevne uprave se bodo načeloma držale italijanskega ustroja in se bodo poslužile tistih delov obstoječe jugoslovanske civilne uprave, ki bi lahko delovali zadovoljivo. Vendar se beseda uprava, ki uporablja Beograjski sporazum, po angleškem razlagi, nanaša na osebje, ne na ustanove. Veljalo bo civilno pravo, ki je v Italiji veljalo 8. septembra 1943, vendar brez možnosti kakih prizivnih sodnih postopkov v Rimu. Odpravljeni bodo vsi zakonski predpisi iz časov Salojske republike in nemške ter jugoslovanske uprave. Bowman piše, da civilna uprava, ki so jo vzpostavile jugoslovanske oblasti, ni bila izbrana demokratično, kar sicer na podlagi sporazumov ni bilo pomembno. Predvsem pa ni delovala zadovoljivo, to je tista besedica. Osebje ni bilo usposobljeno za vodenje upravnih zadev, pogosto je nastopilo samovoljno, dogmatično, oblastno in ni zmoglo kompromisov. Zato ni bilo sposobno, da bi dejansko upravljalo vsakodnevno upravno delo. Tako je na podlagi predlogov svojih sodelavcev, ki jim je svetoval major Ralph Temple iz glavnega stana zavezniške komisije, podpisal in 11. avgusta 1945 objavil svoje najbolj sporne zakonske predpise, splošni ukaz številka 11, ki je ukinil vse organe ljudske oblasti in vzpostavil neposredno upravo zavezniške vojaške uprave.
Po tem ukazu je zavezniška uprava vzpostavila novo ureditev coni A, razdeljen na 3 okrožja, zahodni deli nekdanjih pokrajin Trst in Gorica ter Pulj. Sama je imenovala okrožne in občinske predsednike ter svete. Že predtem je razpustila narodno zaščito, ukinila ljudske sodišča in druge organe jugoslovanske uprave, ustanovila svoje sodišče in civilno policijo. Sledila je, kot vemo in kot smo slišali, silovita reakcija prizadete strani z manifestacijami, predvsem pa z bojkotom zavezniške vojaške uprave, ki ga je ukazalo komunistično vodstvo. Kot piše Bauman, mu je predsednik pokrajinskega narodno-osvobodilnega odbora France Beuk 6. septembra pisal, da njegova organizacija ne bo sodelovala z ZVU na podlagi splošnega ukaza številka 11 iz 3 razlogov. Ker je uvedla ustroj, ki se v bistvu ne razlikuje od fašistične javne uprave, ker ukaz nima podlage v mednarodnem pravu, ker bi sodelovanje izdalo zaupanje ljudi, ki so izvolili organe ljudske oblasti. Bauman je na to zapisal, navajam, pod Bevkovim vodstvom so slovenski zdravniki, odvetniki, sodniki, tehniki in drugi, ki so prej soglašali, da bodo sprejeli upravna mesta, odpovedali svojo pomoč. V nekaterih občinah je bilo nasprotovanje pasivno, v drugih je prišlo do odkritega upora. To je veljalo tako za Slovence kot za italijanske komuniste. Danes lahko ugotovimo, da je za Slovence, ki so bili, kot rečeno, že obsojeni, da ostanejo narodna manjšina, to bila velika škoda. Ko se je približal čas obnovitve šolskega pouka, pa je nastopil problem odprtja šol s slovenskim in hrvaškim učnim jezikom, kar je sprožilo morje očitkov na italijanski strani tja do zunanjega ministra De Gasperija. ZVU je zagovarjala načelo, da imajo Slovenci pravico do svojih šol, vendar pod zavezniško upravo in o primernem številu vpisov. Zanimivo, da Bauman izrecno ne omenja prvotnega bojkota vpisovanja v slovenske šole, ki je med nami zelo znan, saj je šlo za biti ali ne biti slovenskih šol, navaja pa podatke o tem, da so narodno-osvobodilni odbori očitno po koncu uradnega bojkota zasliševali prosilce za šolske službe in jim dajali navodile, ter zanje zahtevali čisto določena službena mesta. Starše pa so silili, naj od ZVU zahtevajo nastavitve šolnikov, ki so jih izbrali narodno-osvobodilni odbori. Spričo pomanjkanja učbenikov je ZVU kot znamenje dobre volje prosila pokrajinski narodno-osvobodilni odbor, naj priskrbi primerne učbenike. To se je tudi zgodilo, vendar, piše Bauman, navajam, bili so živahni in poučni. Iz njih bi se učenci gotovo poučili o Titovi slavi in čudesih komunizma, a prav malo drugega. Seveda se jih nismo mogli posluževati. In tu je en tak učbenik, ki si ga lahko potem ogledate, tudi Generalissim Stalin nastopal v njem. Večno zahvalo pa je Bauman izrazil učiteljem, ki so z neverjetnim pogumom tudi v izgubljenih vaseh tipkali in razmnoževali svoje slovenske učbenike. Kmalu je šolske knjige začela izdajati zavezniška uprava. Bauman je kot odgovorni predstavnik ZVU za civilne zadeve podpisal vse temeljne ukrepe za ustanavljanje slovenskih šol. Konkretno pa se je šolstvom, tudi z italijanskim in z univerzo, ukvarjal zavezniški častnik za vzgojo oziroma načelnik prosvetnega oddela ZVU, ameriški poročnik, poznaj kapetan John Simoni. Bauman in Simoni sta na tiskovni konferenci v Trstu 4. avgusta povedala, da ZVU namerava odpreti vse vrste slovenskih šol, tudi srednje šole, in to povsod, kjer so dijaki, šolniki in primerni prostori. Bauman je poznal slovensko problematiko. Po prihodu zaveznikov v Rim junija 1944 je z njim dobil stik eden izmed vodilnih, danes že omenjen, primorskih politikov, dr. Janko Kralj, ki pa je umrl že 27. decembra istega leta. Ko se je Bauman po vojni ustalil v Trstu, je obiskal kraljevo vdovo Anico Simčič Kralj v Gorici, izrazil sožalje in povedal, da bo pri svojem delu zelo pogrešal kralja. Simonija je 25. julija 1945 imenoval ameriški podpolkovnik Carlton Woosley Washburn, ki je bil v zavezniški komisiji, ki je vodila celotno civilno pravo v Italiji, odgovoren za šolstvo.
Bil je priznan ameriški pedagog, inovator na področju šolske vzgoje in publicist, ki je opazno vplival tudi na italijanske šolske programe, saj je bil še po vojni svetovalec italijanskega šolskega ministrstva. Februarja 1946 je kot osrednji predavatelj na kongresu šolnikov Julijske krajine v Trstu orisal svoje pedagoške nazore. Očitno je slovenske želje kar dobro poznal, saj je nekoč izjavil, da ni nikjer v Italiji našel tako srčne in odločne zahteve po šolah, kot ravno pri Slovencih. Simonijo, ki je dospel v Trst, vsaj po mojih podatkih, 30. julija iz Ligurije, kjer je imel podobno vlogo, in njegovim podrejenim, tudi Baragi, je v Washburn dajal navodila in nasvete. V Julijski krajini je bil večkrat, tako že pred Simonijem, julija 1945, ko se je o šolstvu neuspešno pogajal s pokrajinskim narodno-osvobodilnim odborom. Pomenljiva je fotografija iz marca 1946, ko na Goriškem stojita ob njem tamkajšnji šolski superintendant profesor Deveta in pa goriški okrožni nadzornik za slovenske šole profesor Anton Kacin. Med tistim obiskom je Washburn tudi potrdil profesor Srečka Baraga na njegovem mestu, kljub smrtni obsodbi na montiranem procesu v Ljubljani. Ob predstavnikih ljudske oblasti so Simonijem o nujnosti obnovitve slovenskega šolstva razpravljali tudi nekatere primorske katoliške osebnosti. Stike z njim sta stkala na primer duhovnika dr. Alfons Čuk iz Gorice, ki je bil pri njem 10. augusta, in pa Peter Šorli, ki se je vrnil iz Dachava v Trst. Ob njem so se zbirali dr. Ivan Martelanc in drugi medvojni sodelavci prozavezniške ilegale ter posredovali slovenske zahteve za vezniški upravi. Washburna, Baumana in Simonija so slovenski in italijanski levičari ostro napadali zaradi zavezniške politike v Julijski krajini, italijanski nacionalisti vseh barv pa zaradi ustanavljanja slovenskih šol. Seveda so bili v tistem razgretem povojnem ozračju še veliko bolj grobih oznak deležni šolniki iz vrst političnih beguncev, ki so sodelovali z zavezniki. V neki številki Primorskega dnevnika septembra 1945 beremo: Judež je bil boljši od njih, ko je enkrat opravil svoje izdajalsko delo, je šel in se obesil. Ti pa so se vrnili, da v drugič zataje svoj narod, katerim so nekoč pripadali. Tudi človeško življenje takrat ni imelo velike cene. V splošni zavesti tistega dela manjšine, ki priznava zasluge zavezniške vojaške uprave na šolskem področju, velja Simoni za Slovencem naklonjenega človeka in za osrednjega protagonista obnavljanja slovenskega šolstva. Kot smo videli, pa ni odločal sam, saj je bil del daljše verige odločevalcev. Poleg tega mu je bistveno pomoč, kot smo slišali, in predloge nudil njegov strokovni sodelavec za slovenske šole, dr. Srečko Baraga. Ta je v svojih spominih o njegovem značaju zapisal, da mu je samo enkrat, in to zaradi učbenikov, precej osolno nekaj zabrusil v obraz. Ne vem, zakaj je bil tako razkačen, ker je bil vedno vesel, je dodal Baraga. Profesor Max Šah, ki je dobro poznal takratno šolsko dogajanje in o njem pisal, je v geslu za primorski slovenski biografski leksikon o Simoniju napisal, da je s simpatijo spremljal razvoj slovenskega šolstva in da je bil neoporečen, ko je šlo za vprašanje tedaj obnavljajočega se osnovnega in ustanavljanja slovenskega in hrvaškega srednjega šolstva na Tržaškem in Goriškem oziroma hrvaškega v Puščini. V geslu je celo napisal: Simoni je bil morda italijanskega, slovenskega ali tudi hrvaškega porekla. Simoni, Simončič, Simonič ali podobno. Duhovnik Peter Šorli, ki je kmalu po vrnitvi s taborišča osnoval katoliško politično skupino, pa je nekoč povedal: Simoni je bil proti komunistom in proti Italijanom. Ko so ga kdaj opozorili na kako zahtevo, ki bi ne bila všeč enim in drugim, je takoj pristal: torej ja. V resnici je bil Simoni ameriški Italijan demokratičnih pogledov, antifašist in antikomunist. Rodil se v Denverju leta 11, v Italiji rojenim staršem in umrl leta 2003 v mestecu Estes Park v Koloradu. Oče je bil Achille Simoni, mati Amabile Maria Caglierotti. Ko je bil star 8 let, ga je mati odvedla na Tridentinsko skupaj s sestrico, kjer so ostali 10 let,
nakar so se vrnili v Denver, preden bi italijanske oblasti Johna upoklicali k vojakom. Zato se je šolal v Predazzu in v letih 24-29 obiskoval gimnazijo v Tridentu. Odtot njegovo dobro znanje italijanščine. Mati je želela, da bi dobil dobro podlago v glasbi in likovni umetnosti. Na svoje italijansko poreklo je bil ponosen in z Italijo je ohranjal vezi, saj v letih 61-78 tesno sodeloval z italijanskima častnima konzulatoma v Kansas Cityju in v St. Louisu. Leta 1965 mu je predsednik Saraga podelil visoko italijansko državno odlikovanje. Vzgojen je bil v katoliški veri, po poroki z luteranko Vero Hufman leta 1939 in rojstvu 3 sinov, pa se je družina na njeno željo vključila v luteransko župnijo, kjer je bil Simoni tudi več let nadzornik nedeljske šole. Politično se je prišteval k demokratom. Po povratku z Tridentinskega v Ameriko je bil Simoni eno leto, 38. na državni univerzi Mehike, kjer je bil njegov profesor tudi znani slikar Diego Rivera. Nato je študiral umetnost v Kansas Cityju, po vojni pa na različnih univerzah v Coloradu, Ohio, kjer je leta 1952 doktoriral, na slovitem Massachusetts Institute of Technology. Leta 1979 je dosegel celo neke študijske naslove iz muzealstva in ohranjanja ter restauriranja umetnin še v Firencah. Njegovi najpomembnejši službeni mesti sta bili profesori v Kansasu, na Baker University, kjer je v letih 37-55 vodil oddelek za umetnost, in na Wichita State University v letih 55-78. Bil je tudi slikar in kipar. Svoje dele je večkrat razstavil. Vodil je umetnostne galeriji obeh univerz in sodeloval z drugimi sorodnimi ustanovami, pisal likovne kritike in bil član več strokovnih združenj. V aktivni vojaški službi je v letih 42-47 napredoval od navadnega vojaka do kapetana. Po vrnitvi v ZDA je bil prej v aktivni rezervi, nato v korpusu rezervnih častnikov, kjer je do leta 65 napredoval do čina podpolkovnika. V letih 42-43 je bil tolmač za italijanske vojne ujetnike, nato je bil častnik za civilne zadeve, kar ga je pripeljalo tudi v Trst. Za naše okolje, to končujem, za naše okolje je zanimivo tudi Simonjevo zanimanje za umetnost. V Trstu se je seznanil z Zoranom Mušičem in Augustom Černigojem. Z Mušičem se je zbližal, ko si je leta 1946 v Trstu ogledal njegovo razstavo. Nekajkrat ga je Mušič prišel iz Benetk obiskat v Trst. Mušič mu je tudi poklonil katalog svoje razstave. 44. Simoni pa je odkupil nekaj njegovih del, kot tudi sliko njegove bodoče žene Ide. Nekaj pošte sta si izmenjale tudi po Simonjevem povratku v ZDA. Drugi je spraševal o umetniških dosežkih in razstavah. V Simonjevi zapuščini se je znašla celo ena izmed zelo dragocenih Mušičevih risb iz taborišča Dachau. V ZDA pa je Simoni odnesel in nato imel v delovni sobi na vidnem mestu tudi bronasti relief z njegovim portretom, ki ga je izdelal France Gauchet. Pred odhodom iz Trsta so mu ga avgusta 1947 poklonili slovenski prijatelji, ki so ga opremili s slovensko-angleškim posvetilom. Svojemu predstojniku v spomin slovenski demokratični šolniki. Hvala. Veliko teh zadev o ustanavljanju slovenskih šol, poskusu ustanavljanja slovenskih šol pod Nemci na takratni tržaški pokrajini, pa v prvih časih zavezniške dobite v tej knjigi. Hvala lepa Ivu Jevnikarju za ta zelo natančen, zelo zanimiv referat o protagonistih vzpostavljanja šolstva v okviru zavezniške vojaške uprave. Zdaj pa imamo še kakšnih 10-15 minut, ki jih lahko namenimo še diskusiji, razpravi. Takrat, to je bilo odločilno za slovenske, zlasti višje srednje šole v Trstu in Gorici. So se sestali, tako sem bral in tako je pričeval profesor Bogdan Novak. Je napisal, da, vidiš, no,
da smo se sestali pri Monsignorju Škabarju. Doktor Tončić, Baraga in ne vem še kdo. In je takrat Tončić v imenu Osvobodilne fronte, rečem, nekje pristal, ker je bilo za biti in ne biti, ker je manjkalo nekaj dni za tiste opise. In zdaj pri tem, ne zameri, je bil tudi aktiven dvojdolno. Zdaj ne vem točno kako. Če mi še to poveš, prosim. Ja, to je pisal Bogdan Novak, ampak je citiral neko predavanje Baragovo v Argentini. Jaz sem precej iskal tudi v Ljubljani dokument, zapisnik, ki bi povedal, kdo je odločil, da se neha bojkot in da se začne opisovanje. Tega dokumenta nisem našel, to je ni nobenega zapisnika, ne o Tončiću, ne o Abramu, ne kdo. V nekem dokumentu se da razbrati, da je Krajger, kasnejši notranji minister, ampak je takrat komandiral v Trstu, da je imel določene dvome o tem bojkotu. Rekel, da ne ve, če je najbolj pametna politika. Ne? Ampak ni zaenkrat, ne vem, če bo kdo drugi našel. Jaz sem iskala ta dokument, kdo je bil tisti, ki je čez noč dal komando, pisujemo slovenske šole, zavezniške, in ga nisem našla. Ja, tudi jaz ga nisem našla. Sem pa listala in gledala v Krajgerjev tisti njegove. Vsekakor ta poziv, naj se vsi vpišejo, človek bi mislil, da ne vem kakšen velik članek na prvi strani Primorskega, je en majhen člančič, tako na drugi strani, sicer Primorski shajal na enem listu, ampak tako mičken članek, ampak ljudje so rekli, torej ni več strahu in so se začeli množično pisovati. Če sem že pri mikrofonu, jaz bi, čeprav ni več prijatelja iz Kopra, to, kar je on opisoval, to ustanavljanje italijanskih šol, zelo plastično in zelo verodostojno, ker pač Italijan opisuje Angelo Vivante v knjigi Evidentismo Adriatico, kako je Lega Nacionale pro Patria načelno v slovenskih in hrvaških vaseh ustanavljala italijanske šole, tudi v Svetem križu, pri Trstu, recimo. In v Devinu in tako dalje. In še nekaj, nekdo je rekel, da fašizem ni uspel s svojim raznarodovanjem, da otroci v šolah niso absorbirali fašistične in italijanske miselnosti. To velja za podeželje. V mestu je bila asimilacija velika. No, potem bom jaz postavil še eno vprašanje. In sicer bi vprašal gospoda Pahorja, ko ste omenili, da načeloma je partizanska politika predvidevala vzpostavitev šol na osvobojenem ozemlju, ne? Se pravi ozemlju, ki ga vsaj do določene mere nadzorujejo partizanske enote. Kako je potem dejansko prišlo do te odločitve, da se oblikujejo oziroma vzpostavi toliko šol tukaj na Tržaškem? Je bilo to povsem spontano na lokalnem nivoju ali je vseeno prišla kakšen ukaz v zvezi s tem? Ja, to sem itak že rekel za to značilnost, za Tržaško. Oziroma odlok in navodila so vsi poznali od Bevka oziroma od Narodno-osvobodilnega sveta za slovensko Primorje. Je prihajalo do zelo različnih, na eni strani so bili spontani, torej sestanki, da se ustanovi šola, ker so bili prisotni starši in domačini, tudi s pomočjo krajevnega odbora. Sem že navedel dva konkretna primera, ker je vodilna vloga bila pri duhovniku, torej Piščanca na Katinari in Malelana v Borštu in v Ricmanih. V glavnem gre za to, da so si naši ljudje zelo želeli, da pride do te šole. In ko so slišali, da jo partizanska oblast vzpostavlja, niso čakali, da pride dekret v hišo ali da mora biti predsednik krajevnega odbora, ki odloči, so sami vstopili v akcijo. Ne smemo pozabiti tudi nekaj. Jaz pa mislim utegnil povedati, da
je bila strokovna šolska struktura postavljena in prosvetna, ki je bila bolj politična. V vsaki vasi so morali domačini skrbeti za učiteljico ali učitelja, torej so morali poskrbeti za bivališče, za hrano in tudi na drugi strani, tudi kje bo šola in jo skušali opremiti. Zato je še dosti bolj hvalevredno, mislim, občudujoče, da je sploh do te šole lahko tako prišlo in še posebno na tem območju, ki sem tudi rekel, ki ga mi tukaj zelo dobro poznamo, da je skoraj nemogoče reči osvojeno zemlje ali kaj drugega. Ampak ljudje so bili na strani Osvobodilne fronte in to je bilo ena izmed odločitev, ki so jo čutili za svojo. Torej po 20 letih, da se lahko odpre slovenska osnovna šola, je bila sprejeta plebiscitarno. Zato so tudi tiste številke, ki so v svoje osupljive, da je to tako nastalo in se razvilo. Ja, jaz pa vse skupaj lepo pozdravim. Podžupan mestne občine Nova Gorica. Jaz bi se strašno rad zahvalil organizatorjem, obema organizatorjema, Centru za narodno spravo in pa tukaj izobražencem in tudi vsem, ki ste nosili referate današnjega večera. Mi smo sedeli tukaj 4 ure, pa se mi ni zdelo niti 5 minut dolgih, tako da smo v bistvu prebrali eno veliko knjigo in se izjemno veliko naučili. Ja, kaj ne rečem, 100 let Gentilijeve reforme, naložili smo si na hrbet veliko 100 let enega težkega hrbtnika, enih ideoloških pogledov in dogajanja. Mi zdaj, veliko mladi in pred Evropsko prestolnico kulture, pa nekako si želimo pogledati in tudi dosti lahko zapademo pod neko floskulo, gledamo samo naprej, pozabimo preteklost, mi moramo sodelovati in seveda tudi res Evropska prestolnica kulture je predvsem sodelovanje, skupno sodelovanje. Gotovo pa ne smemo zaprsti pod ta vpliv, ne spoznati zgodovine, kajti zgodovina je učiteljica življenja, da predvsem, kakor je rekel tudi tukaj novotržavški nadškof na Dragi, spominjati se moramo zato, da odpuščamo, spominjati se moramo z namenom, da odpuščamo, nikakor pa ne potlačiti zgodovine, kajti pol je nevarnost, da napako ponavljaš. Tako da hvala še enkrat organizatorjem, hvala res referatom in mislim, da smo doživeli en lep, kljub temu, da je bil dolg, izjemen večer. Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospodu Hareju za te prijazne besede. Če ni več vprašanj, mislim, da je to tudi primerna nota, s katerim lahko sklenemo današnji posvet. Mislim, da smo res, kako bi rekel, lahko slišali nek lep pregled razvoja oziroma značilnosti šolstva tukaj v primorskem prostoru, vse od začetka 20. stoletja pa potem do obdobja po koncu druge svetovne vojne. Tako da tudi jaz v imenu Študijskega centra za narodno spravo in Društva slovenskih izobražencev zahvaljujem vsem, ki ste se odzvali vabilu, prišli na ta posvet, pa seveda tudi vsem referentom. Hvala lepa, hvala lepa večer še naprej.